Zemlja, listje in vonj po bencinu. Na Hrušici na Gorenjskem je hrumelo že od jutra, kjer so se vozniki preizkusili na prvem legalnem drift tekmovanju na javni cesti v Sloveniji. Prvo legalno drift tekmovanje v Sloveniji in doživetje, ki si ga bom zapomnil za vedno. 16 dirkalnih drift avtomobilov v iskanju idealne linije skozi vijugasto cesto proti deponiji Mala Mežakla. Bomo šli kar tukaj noter, zunaj malo pihlapa, da se bomo bolj slišali. Dobrodošel nazaj v vlogu. Kaj naj ti rečem? Sobota je, sonček je in rekel sem, da soboto na polno izkoristim. Ja, kako pa se sobote na polno izkoristi? Ko da si v družbi bencinskih hlapov. Danes sem se odločil, da grem na Drift Climb Hrušica. Prvič nisem še bil, pa da vidim, kaj fantje zmorejo, kaj ponujajo tej ovinki, tej avtomobili. Jaz mislim, da se bomo imeli fajn. Rekel sem, da bom malo podokumentiral, pa da se skupaj pogledamo, kva se vse dogaja. Kaj več o samem dogodku, mi bojo pa tudi ostali povedali, pa kaj pomagali. Ja, nač torbo vzamem, noter imam GoPro-je, če jih bom rabil, da bomo kaj posneli iz različnih kadrov, pa nič, gremo na pot, ne? Očitno ga že en malo preslonil, ampak to je sam dober znak. To je sam znak, da grejo fantje na polno in da nič ne šparajo. Mečkam piha, ni prevroče, glih lepo so oblački zdajle, tako da je super, edin upam, da se ne bo kaj vstal. Neke nevihte so napovedane, ampak upamo, da bo vreme zdržalo. Če ne bo pa še toliko bolj zanimiv. Vreme ne sme biti nikoli, kako bi rekel, izgovor. Pazi ti to kolono proti karavankam, stari. Tudi jaz sem stal kot bumbar. Že snemo mojo. Moje tak face punce. A ja, vi pa nimate le zave, okej. Tudi to je pomembno. Roki, ko pa title. Roki pa floki. Vete, koga sem dobil. Brez njega ne bi bil danes le. Jaz Marka pelil na eno turistično ekskurzijo, klele po Drift Climbu, pa v en drift avto ga bomo dale zaprli, da ga pelejo gor. To si mi obljub presenečenje, ko mi čakam. Sem da tlele, kak sem prišel z tega lovinka, ha? Ne, klele itak nas smejo gonit, kad tle so boksi, pol malo. Aha, okej, super. Zdaj v 3 se pa začnejo kvalifikacije, pa v bistvu tekme. Tako da zdaj v popoldanskih urah so vozniki že natrenirani, tako da ga bojo dale odpirali, tako ka se zagre. Videl sem, da je bila že neka, mislim, nesreča. Zdaj to najbrž tisto normalno, tudi enega je ruknil že malo. Ja, tudi se zgodi. Je pa res, da tak tip proge, a ne, ponavadi vozijo na kakšnih poligonih ali pa dirkališčih. To je pa dejansko gorska cesta, a ne, in je tudi riziko za kakšen izlet ali pa za poškodbo večji, a ne. Ampak to mislim, da vozniki sprejmejo. Seveda, ja, mislim, sigurno ni noben vesel, a ne, ampak vedno se zgodi. Ja, tako da pač je to del tega športa, pa k sreč upamo, da ni bilo prehodov. Ne, videl sem sprednjo bijač malo, ampak ampak taka tvoj muskal, sej. Ja, malo porineš denarja, zdaj zrihtar, kdar vse reši. Ja, jaz mislim, da so vsi pač pripravljeni ta riziko sprejeti, so pa itak to vozniki, ki jih fila ta adrenalin, se pa včasih pol tudi zgodi, a ne. Sej kakšen se zavrti, kakšen mu pa pol tudi ceste zmanjka, a ne. To je del tega, to je motošport. Tako. Imamo to. Tole za kitajske direktor je bil avto narejen, pogaj pa Erik predelil, da ima ročno not. Ročen menjalnik, imaš pa v zadnji še zmeri ves komfort, ki ga rabiš, tako da se lahko 4 naenkrat pošred pelajo. Noro, se pravi za kitajske predsednike. To. Ej, pa čakaj, če sem zdaj prav slišal pogovor, to je prvič, septembra imate pa še... Tako, zdaj ta oblika tega dogodka, temu se reče Drift Climb, ker se samo drifta. Un septembrski, ki smo ga pa že 2krat do zdaj naredili, pa bo letos 3-tič, je pa v bistvu Hill Climb. Se pravi, Drift Climb je prav profesionalno tekmovanje z dirkalnimi avtomobili in vozijo samo drift profesionalci tukaj, a ne, ni tukaj nobenega, ne moreš s svojim avtom pač kar tako noter, moraš imeti kletko, gasilen aparat, čelado. Licenco mogoče? Ne vem, kako so drifterji z licenco, ne me zdaj gleda za besedo držati, ampak ja, mora biti tako, kar se zagre pač za to vrstno tekmovanje. Pol imaš pa recimo septembra, je pa v bistvu ti bolj za nas amaterje, ki se radi peljemo bolj za dušo, ti se pa potem v bistvu Hill Climb, kar pomeni, da se peljemo gor na nek točnostni čas ali pa tako, no, je pa več različnih avtomobilov, ampak so pač, bom rekel, bolj za nas amaterje. Se pravi, septembra bo mogel še enkrat kar. Tako. Fak, škoda, no, pa joj. 16. septembra na Hrušici. Evo, zdaj ste slišali. Ta iz Bulgarije. Ti si rekel, en voznik ima toliko kompletov gum, ali? To je eden ali pa max 2. Zanimivo. Pa vidim, da so tudi tujci prišli, se pravi,
je to res international event, ne vem, imamo kakšne nagrade ali kaj privabila ljudi? Grem na to, da bo lažje. Se pravi, ja, imamo voznike, seveda Slovence, Hrvate, en je z Bolgarije prišel, Avstrijci so tudi tukaj. Nagrade zdijo tudi kar luštne, se pravi, prvi mes 750 evrov, drug 500, tretji 250. Pa smo pa še naredili, da 100 evrov je pa eno posebno mesto, je pa za najlepši avto na tekmovanju. Okay, se pravi, tudi imič nekaj šteje. Tako, tudi ta prezenca je nekaj vredna. Okay, kako se pa ocenjuje, kdo je prvi, kdo je drugi, kaj je lepota driftanja? V bistvu se točkuje, ti bom pol gor pokazal, ker pridejo do klipa pa pogledava, kako ta sistem funkcionira. Zrihtano, ne bom ti več Nekaj se matramo, vi pa po svoje. Čafa vzele po vodi. Po vodi? Po dež, čafa. A bo še boljša ali je to? Kaj bo boljša? Ja ne vem, a je boljša slab. Ti gume menjajo mokre. Čafa. Se zato imamo tebe, hvala Bogu, ej. Tole je moj voznik, Erik, ki me bo zdaj pelal en krog, mu zaupam. Erik, daj povej mi, v kaj se bo usedel. To je BMW letnika 91 E36, serije 3, original je pa samo še armaturka pa karoserija. Je pa tudi sama karoserija dodelana z varnostno kletko, 6-točkovnimi pasovi, dirkaškimi sedeži, havbo, kar si pa že posnel. Tako. Je pa od Toyote 3UZ V8 motor, to je 4.3, 330 konjev na dober dan. Je zasedel pred kratkim 3. mesto na hrvaškem prvenstvu. Čestitam. In se veselimo stopiti še na kakšne stopničke letos. Čestitam, upam, da bo že danes, ne? Evo, v kabini nas ščiti 6-točkovna varnostna kletka, tudi drifterji uporabljamo varnostne kletke po FIA standardu. Okoli voznikovih glav je pa tale poseben padding, ki še dodatno ščiti proti udarcem. Oba potnika sediva v školjkastih sedežih, ti so fiberglass konstrukcije. V sedežu nas pa drži 6-točkovni varnostni pas. In to so tudi navodila za tebe. Najprej si potegneš tega med nogami gor in zapašeš oba ramenska pasova. Nato pa še oba ta stranska. Okay. In z teh vsa zgornje 4 pač zategneš, da v bistvu izdihneš, zategneš in tako te čisto drži v pač zicu, da se lahko giba samo toliko, dokler se z ramo tu nasloniš. Ne sme biti pa s hrbtenico popolnoma nič gibanja stran od zadnjega dela sedeža. Izvoli se pripet, pa piči vnič. Sklopi vse električne sisteme in tudi gasne avto. Tak, če bi prišlo do kratkega stika, da se ne bi slučajno skakal iskro, dal benzin. Noro, kako je vse to dodelan, ne moram reči, res. Ja, driftanje je dokaj mlada disciplina. Ni toliko star šport. Toliko star šport, pač jemlje varnostne protokole vseh možnih ostalih. Všeč mi je, noro uživam. Noro, evo, vsa stikala, res ni da ni. O tem je pregovoril Erik. Reč, ta avto je še v delu, tako da to rabi še en clean-up, ampak recimo, da bomo. Zdaj sva pa dobro zadimila, ej. Ja. Si šel še bolj intenzivno, kot prej se mi zdi. Ja, zato ker od tega kroga je nehalo deževati. Aha, in se že pozna, da je malo bolj suha. Zdaj sva šla isto hitro, z isto količino oprijema, kot pač je navaden krog po suhem, bi rekel. In s kje pa si drugač, s kje prihajaš? Živim trenutno v Slovenski Bistrici, sem pa pač redno na relaciji Ljubljana. Zato, ker imamo tudi šolo drifta v Ljubljani in v Večnih Celju. Pa si res nekako cel življenje posvetil temu, da tudi od tega nekako živiš, da iz to šolo ali kako? Tako, živim to, ker se je pač pred leti, ko sem s kolegom v bistvu se spoznala, takrat še z driftanjem po cesti, sem videl potrebo po znanju za izdelavo, predelavo drift avtov in tudi pomanjkanje dobavljivega znanja, kar se vožnje tiče. Recimo pač mi smo se učili sami, pogosto na cesti, malo v igricah pa tak, ne? In proga nam je bila dosti draga, nihče nam ni bil pripravljen niti prav pomagati.
In so v bistvu midva tista, ki sva razvila nek način učenja drifta. Jaz delam svoje komponente, ki jih pač lahko tudi vsak izkusi v naši šoli drifta. In to vključuje od predelav vzmetenja, varnostne opreme in pač recimo tudi povečava kota koles, ki je pač zelo pomembna za driftanje, ne. Evo, trenutni rezultati. Kako je z Erikom? Ta prvi koli, se pravi Erik je drugi takoj za Lukasom iz Avstrije. Tako da Vrhunsko. dobro se držimo. Pa me je Profič pelal v bistvu. Ja, ne. ta je ta prav te pelal, ja. Vse lepo in prav, ampak kako se ocenjuje, kdo je zmagal, kdo je najboljš odvozil tole šikant? Tle se sploh ne gre na cajt, ampak se gre v bistvu na stil vožnje. Se pravi, točkujemo, koliko recimo pod kakšnim kotom preleti v te določene cone, se pravi hitrost seveda, koliko je voznik samozavesten, bom rekel, koliko na hard ga parkole, bolj ka preleti, več je rizika, ampak tudi več je točka. Skupička, tako. Pa imamo pa še te označene cone, se pravi, koliko je zone, pa klip, recimo klipu se mora čim bolj približati, se pravi, zaželjeno je, da ga tudi malo pikne, sam se ne sme prebrniti ta stebriček. V zonu, to je pa v bistvu en tak večji zon dejansko, kjer mora on čez ta zon drseti čim bolj konstantno, pa da se pravi celega zvosa. Čim večjem obsegu, da ga Tako, zajame. in pol je to nek nabor točk, se pravi 3 komplete sodnikov imamo, ki pol vsak iz svojega kota oceni in pol je to, bom rekel, nek skupek, nek rezultat, ki se potem pol črta potegne in na podlagi tega dobi vsak voznik svoj rezultat. Vrhunsko. Ja. Je pa res, da jaz nisem pač lik profesionalc, če sem kaj pozabil povedati, ne me na križ. Vsi smo na istem, tako da važno, da se imamo fajn, pa da vidimo tele mostre na delu. Nočem se pritoževati čez 3. mesto. Bom pa definitivno pogledal posnetke, analiziral moje napake, pa se naslednjič probal prebiti stopničko višje. Čestitam, ne, vrhunsko je. Tako naprej, pa hvala ti, ker si me pelal. Rok, hvala, ker si me popelal čez tale prvi event. Ja. Čestitke, da ste ga dali, da ste ga dali. Kaj bi še povedal za konec? Mi smo ful zadovoljni, tudi se mi zdi, da so bili ljudje ful zadovoljni, tako da pač jaz upam, eni so že rekli, da bi radi imeli 2 taka eventa na leto, tako da naslednjo leto že planiramo, si želimo še ga narediti, še večjega, še boljšega, tako da ja, se vidimo naslednje leto. Ines, kaj si zdaj špičila? Kaj nič? Daj povej, no, ajde. Ljubim te, tvoja skrita oboževalka. Ja, vidiš, tak je pa, če si Rok Ustanšek. Lepo presenečenje te čaka, Roki, ko prideš do avta. A se spomnite prej, ko smo govorili, kakšna gužva je tukaj proti karavankam? Izvolite, še kar čakajo.